Manj kot 5 let po pridobitvi uporabnega dovoljenja za blok 6 šoštanjske termoelektrarne je torej z napovedanim odpuščanjem rabe premoga in zapiranjem Teša pred novimi izzivi tudi slovenska energetika. V holdingu slovenskih elektrarn naj bi opustili poskuse sosežiganja odpadkov v bloku 6, a morajo hkrati poiskati alternativne rešitve. Ob tem priznavajo, da bodo težko zagotavljali zanesljivost in stabilnost energetskega sistema samo z rastjo razpršenih obnovljivih virov energije, brez večjih sistemskih elektrarn in zadostnih tehnoloških rešitev, kot so sezonski hranilniki energije. Metka Pirc. Kako torej nadomestiti skoraj gigavat inštalirane moči in tretjino domače proizvodnje električne energije iz Teša, je vprašanje, na katerega v holdingu slovenskih elektrarn še nimajo dokončnega odgovora. Direktor HSE Viktor Vračar ponuja le prehodno rešitev s plinom. V kombinaciji z sintetičnimi plini, lahko tudi delno z uplinjenimi kot viri teh sintetičnih plinov in dodajanjem, je lahko to neka prehodna rešitev za Slovenijo do postavitve nove nuklearke po zaprtju Teša. Cene CO2 kuponov, s katerimi je Teš še posebej obremenjen, bodo le še naraščale, temu bi lahko sledile cene električne energije. Tudi zato odločitev o zaprtju zadnjega slovenskega premogovnika. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, tudi nekdanji direktor HSE Blažko Šorok. Na nek način je bila ta odločitev napovedana, tudi že verjetno, in jo lahko pričakujemo zdaj nekje v prvi polovici letošnjega leta, da bo postala dokončna. Seveda bo to politična odločitev, ki bo za sabo verjetno potegnila vrsto debat. Od holdinga zato pričakuje rešitve za to, kot so že pred časom rekli, pomembno energetsko lokacijo v Šoštanju. Sodimo pošteno, vsako ustavno pritožbo obravnavamo poglobljeno in odločimo o njej. Tako na očitke, ki jih je na račun dela ustavnih sodnikov